Za življenje. Za življenje. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci v sklepni oddaji Za življenje. Z nami so tokrat z več generacij. Dr. Jože Ramovš, vam zelo poznan in priljubljen, naš redni sogovornik in gost. Profesor dr. Jože Ramovš je antropolog, socialni delavec, ima evropsko diplomo psihoterapije, tudi specializacije iz Franklove logoterapije, je predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka. Zakaj vas dr. Jože Ramovš tako predstavljam? Zato, ker morda ste pa komu zdaj v teh oddajah in v tem terminu morda bližje, vas bo prvič zaslišal, sicer se srečujeva ob torkih zvečer enkrat mesečno. Lep pozdrav. Lep pozdrav. In sem zelo hvaležna, da je za nekoliko drugačen pogovor dala pobudo na nek način tudi vaša soproga, magistrica Ksenija Ramovš, ki je diplomirana sociologinja in socialna delavka, direktorica Inštituta Antona Trstenjaka. Magistrica Ksenija Ramovš, zelo odmevno oddajo smo imeli na temo alkoholizma v novembru in takrat tudi rekli, kako je ta tematika verjetno zelo problematična prav zaradi več generacijske razsežnosti. No in tako je padla ta ideja, kaj ko bi se pa več generacij skupaj usedlo in spletlo neko osebno zgodbo. Lep pozdrav tudi vam. Lepo pozdravljeni. In zelo hvaležna, da imamo tudi mlado moč. Zdravnico, doktorico Ano Ramovš, delate sicer v Univerzitetnem kliničnem centru, na Inštitutu Antona Trstenjaka pa upravljate tudi evropsko različne raziskave, zanima vas preventiva zdravja in pa tudi starostno obdobje, kako biti čim bolj kakovostno, čim dlje stari. In kot mlado zdravnico, mlado raziskovalko je seveda nepogrešljivo imeti v sredi takšnega pogovora. Tudi vam lep pozdrav. Lep pozdrav. Premierno morda v etru pred radijskim mikrofonom? Sem že imela kakšne krajše prispevke, nikoli pa z staršema in sodelavcema in z vami, tako da se veselim te pustolovščine. Zelo dobro izhodišče. Nikoli še nisem imela te izkušnje s staršema. No pa smo že odprli takoj na začetku, kako biti obenem sorodnik, sodelavec, pa še marsikaj. Verjetno imate tudi kakšne skupne interese, skupne zanimanja. Kako je imeti ob sebi takšne starše? Je to zalogaj, je za vas velik blagoslov? Skratka, kako se iščete in uravnavate svoje različne svetove? Hvala za to vprašanje. To me ljudje večkrat vprašajo, ker pri nas se prepleta v naši družini vloga, se pravi hčerke, staršev, družinske vloge, skupaj z poklicnimi vlogami, ker sodelujemo pa delamo skupaj na Inštitutu Antona Trstenjaka. Tako da se v različnih vlogah srečujemo pa delamo skupaj in je kot celota bi rekla, da je to en velik blagoslov, ko ste vprašali. Predvsem vedno, ko me ljudje sprašujejo imeti take starše, kot sta Jože pa Ksenija, danes bom malo nihala med ata pa mama in Jože in Ksenija, verjetno tako že vnaprej rečem, ampak da se vrnem, se pravi, imeti take starše je gotovo eno veliko bogastvo. Zame je zelo dobra dota. Jaz si ne bi mogla želeti boljših staršev. To vedno tudi rečem in sem hvaležna za to. Res. Ker tako, kar se tiče poklicne pa strokovne neke popotnice, kot čist družinske vrednot, dediščine, sta mi ogromno dala. In tudi v skupnem poklicnem delu ne gre vedno gladko, da ne boste mislili, ampak je pa nekako naša družina je bila vedno prostor, kjer je bil pogovor zelo pomemben, od majhnega. In tudi takrat, kadar stvari ne tečejo čist gladko, ali pa se mogoče kakšne stvari se tudi poklicno včasih se ne strinjamo, ali pa v družini pride, pač vedno znova smo se usedeli, pa se pogovarjali, še zdaj se vedno znova usedemo, pa pogovarjamo, pa spet. Pa kakšne stvari se nam ponavljajo tudi zaradi kakih naših slabih navad, ampak spet. In to dela stvari, nekako s tem vsi rastemo, se eno ob drugem tudi brusimo in se mi zdi, da je to pomembno. Tako da v dobrem, v tistem, kjer se dopolnjujemo, kjer se učimo eno od drugega, kjer sem se jaz naučila od staršev, pa v tem, kar kadar nam kaj ne gre, tisto nas pa malo zbrusi, ampak mislim, da ena ključnih stvari je, da je vedno bil pogovor. Pa lepo zaključiti dan. To je tudi ena stvar, ki sta nam mami in ati dala že od majhnega, da tudi če čez dan kaj ni šlo, da smo zvečer zaključili, da smo se pogovorili v miru ali pa saj rekli si oprosti. In se mi zdi, da to je tako v družinskem življenju kot pri delu pomembno, ker tudi pri delu se včasih pridejo kakšne stvari zelo lepo tečejo, pa se dopolnjujejo, kje pa ne. Posebej, kad delaš kot družina.
Skoraj da bi lahko naredili piko, to je bil izredno strnjen uvod in vanj je bilo vse zaobjeto. Gospod Ksenija, ko ti otrok reče, dobro delo je bilo storjeno, kako to mati čuti? Ampak seveda, mi zdaj govorimo o sadovih, da je pa nekaj zraslo. Je pa treba leta negovati, se učiti, kaj prekopati. Kako ste kot mati doživljali vsa ta leta, ko ste iskali ves čas sožitje v besedah, vsaj stik, saj včasih se je kaj natrgalo, si predstavljam, ampak da je vendarle stik. Kako, ko gledate nazaj? Hvala lepa, gospa Nataša, za vaše vprašanje, pa tudi kako ste ga razširjeno opisali. Zelo pomembno je res že na začetku zveze, skupne zveze moža in žene, tako kot sva midva z Jožetom ne več čisto v rosnih letih zastavila skupno življenje, da sva zavzela določene stališča, kaj bo v najini morebitni družini na prvem mestu. In s tem, da se je že prav od začetka prepletala tudi najina poklicna pot, se je prepletla in se prepleta do današnjega dne, in ko so se začeli rojevati otroci, je bilo nama zelo pomembno, da imava dovolj časa za otroke. Takrat, ko so bili otroci majhni, je nekje viselo v zraku, da ni pomembna kvantiteta, ampak kvaliteta. Seveda je to zmota. Kajti, če ti želiš vzgajati otroka oziroma mama, oče, mora biti z otrokom, je potreben čas. Ta čas ni nadomestljiv, ko otroci odraščajo. In tu dejansko vsaka minuta šteje, ki jo preživiš z otrokom. A ne? In danes dostikrat gledam mlade mame, ki sicer so z otrokom, ga imajo nekje na dosegu rok, nimajo ga pa na dosegu oči in misli, ker imajo telefone v rokah, mobilnike in vse druge motnjave so danes dostikrat tako močne, da malo otežujejo ta nujni stik, ki je potreben, ta osnovni stik tako med staršema kot med otroki. In stvar, ki je tudi zelo pomembna, je to, da sva se vedno vsake stvari, karkoli je bilo v družini, med sabo pogovorila in sva imela tu zelo enotno stališče, a ne, do otrok, do kako ukrepati, ko se je kaj, a ne, dogajalo. Konec koncev so 4 otroci, odraščali so ob zelo zaposlenih starših sredi mesta, a ne, ampak ja, smo prebrodli prav zaradi tega, se mi zdi, a ne, Jože, bo še ti kaj dodal, ker ta zelo jasna stališča in pa spoštovanje od vsega začetka, a ne, da smo otroke v resnici tako druga, a ne, nekje sva gradila na medsebojni odnos, na spoštovanju, ker sva si po naravi, po marsičem sva si zelo različna. In tudi otroci, ki so prihajali vsak svoj svet, svoj značaj in tako naprej, a ne, se pravi spoštovanje. Ne. Morda se bomo še pozneje k temu vrnili, k tej zelo pomembni, nepogrešljivi komponenti medčloveških odnosih, ampak to je eden od osnovnih gradnikov v družini. Spoštovanjem raste tudi zaupanje. In vse drugo, kar je pač v družini potrebno, da otroci varno in bi rekla tudi zdravo, ustvarjalno odraščajo, pa tudi, da zakon ob tem zori, to je tudi pomembno. Marsikje, ravno ko otroci odrastejo, dajo starši vse od sebe, da otroke vzgojijo, da pripravijo, pripeljejo do kruha, kot je to marsikje še danes rečeno, potem pa jim zmanjka energije za medsebojni odnos. Ampak dostikrat se šele takrat pa začne tisti trud za medsebojno boljše sožitje, za razvoj in na drugi strani trud za sožitje z odraslimi otroki, kar je tudi drugače, kot pa ko so otroci majhni. To za uvod. Ta usmerjena glavna točka, kaj razvijaš, kje gojiš. Gospod Jože, ne poznam povsem seveda čas, v katerem ste se vi strokovno najbolj izpopolnjevali, ampak vendarle takrat ni veljalo, da mož da enakovredno vlogo ženi. Takrat je bilo še precej tradicionalno, kakšne so vloge,
kje je mesto ženski, kako je z moškim. Vi pa ste pravzaprav razvijali v marsičem mehkejše pristope, to spoštovanje, poslušanje. Na nek način je bilo treba, zdaj malce karikiram, slovenski narod naučiti se slišati in se pogovarjati. Najbolj slišana sva bila, se mi zdi, in hecno je, ko mi kdo citira prav vaše besede, teh 5 pozitivnih, ko pogledaš nekoga. To je zdaj postalo že kar nacionalno, se mi zdi. To se nam je usedlo v misli. Ko imaš nekoga pred seboj, tudi če ti ni najbolj simpatičen, pomisli na vsaj nekaj stvari, ki pa so ti na njemu všeč. Morda je lepo oblečen, če ne najdeš kaj iz njegovega značaja. Nam opišete tisti čas in kako ste vi vstopili potem v ta razvoj svoje misli, antropološke in tudi socialne? Ja, za mojo generacijo, ki smo po drugi svetovni vojni rojeni, velja bolj ali manj v celoti v Evropi, da je ta enakovrednost, enakopravnost in še kaj, da ne tudi enakost, v to smer moža in žene, moških in žensk, da je to osnovno pravilo. Vendar pa v praksi pa seveda je ta 10.000-letna neenakovrednost, neenakopravnost, pa kako bi rekel, struktura, recimo, da mož ima prvo besedo, potem če kaj ostane žena, potem če še kaj ostane drugi odrasli, če pa še kaj ostane pa otroci. To pa je tradicionalna, da tako rečem, slovenski pregovor, kadar odrasli govorijo, otroci ne molče in tako naprej. Ne? To pa ostaja v vsem tem času in tukaj se ne da drugega dodati, kar si že Ana pa Ksenija povedala, pogovor, odnos. Človekov razvoj, osebni razvoj mene od spočetja do smrti, kot posameznika Jožeta Ramovša, ali pa recimo naše družine, pa vsake družine, pa vsakega človeka, pa vsake skupnosti, krajevne, verske, državne, narodne, pa vsake države in celega sveta je odvisna bila v tradiciji in je danes in bo do konca, dokler bo človeštvo, od sožitja, od odnosov. Vse drugo, intelektualni razvoj in ves drug razvoj je pravzaprav mladika iz tega debla. In tukaj snimam kaj dodati, kar sta povedali. Lahko recimo teoretično, ko ste spraševali o času, dodam, da mi celo 20. stoletje in 21. to vleče naprej, živimo od velike intelektualne zmote, ki se je rodila še prej v 19. stoletju, to pa pomeni, bila je pa vedno v človeštvu navzoča kot skušnjava, to pa pomeni, da stvari idealiziramo, da na nek način govorimo o idealnem pogovoru, o idealnih odnosih in imamo v glavi to, o idealnih otrocih, o idealni ženi, o idealnem možu, o idealni družini, o idealni državi, o idealni župniji, cerkvi ali karkoli, ne? To je od Hegla, recimo, ki je bil le filozof idealizma in je imel odgovor, da če stvari tako ne gredo, kot si zamislimo, je tem slabše za stvari, jih bomo pa posilili, da se bodo nam prilagodile. In Trstenjak je rad rekel, celo 20. stoletje z vsemi morijami, 100 milijoni mladih je poskus, da bi stvari v družini, v službi in v družbi posilili, prilagodili nekim idealom, ki so nad glavami, ki na zemlji ne zdržijo. No, to je zdaj že teorija, ampak dediči tega smo in to, kako bi rekel, nezadovoljstvo najprej z vsemi ljudmi, z najbližjimi, a ne, danes je pravzaprav ne manjšina, ampak večina družinskih članov nezadovoljna najprej z drugimi, partner s partnerjem, partnerka s partnerjem in obratno, potem z otroci starši, potem se gre narazen, recimo mnogokrat ne, in na koncu, če vzamemo to množično pokojnsko generacijo, baby boomerjev po vojno, mojo, ki je bila rojena od druge svetovne vojne, pa tam do 70. leta,
je pa na koncu koncev, ko se staramo, zelo nezadovoljna samo sabo. Zakaj je to? To je zaradi tega, ker ne sprejmemo življenja, stvari, ljudi takih, kot so. Moja učiteljica logoterapije, ki ste prej rekli, Lukasova, je Frankla razvijala naprej, njegov smisel je zmeraj rekla na specializaciji, 4 leta je to ponavljala. Ljudi sprejemamo take, kot so, zato, ker drugih ni. Se nimamo rezervnih ljudi. Tistih takih, kot so, pa ne moremo spremeniti po svojih željah. Tako da, če nekdo to povem iz naše družine, jaz sem se pozno poročil, Ksenija se je v normalnem obdobju, malo po 20. letu, jaz sem se pa krepko starejši, ker sem od nje 13 let starejši, in v tistih časih, ko se nisva še poznala, seveda, pa sem delal, v službi bil, pa prostovoljsko delal, vse mogoče stvari, terapevtske tudi, pri zdravljenju alkoholizma, tam sva se potem tudi spoznala. So me spraševali kolegi, pa drugi ljudje, Jože, zakaj se ne poročiš? Jaz sem imel odgovor tak malo hudomušen, zato, ker iščem idealno. To je zelo odgovor bil na duh 19. 20. stoletja, ki se vleče tudi zdaj v 21. iščem idealno. Pa vem, da mi je enkrat nekdo rekel, ja pa kako ne najdeš nobene idealne? Pa sem mu odgovoril, ko izstopa, sem našel, ni problem, najdeš idealno. Ja, zakaj se pa potem niso poročil? Zato, ker je tudi ona iskala idealnega. No, to je taka, kako bi rekel, luštna anekdota, ki sem kar ponosen na njo malo, vendar pa potem s Ksenijo, Ksenija je relativno idealna za realnost življenja. To se je izkazalo in če takole skoraj pol stoletja delava in živiva, to pomeni, da na začetku skupnega poznanstva ali pa na sredi ne bo prišlo do katastrofe. Tako da moja, kako bi rekel, iz tega je, da realizem, stvarnost na realnih tleh je treba biti pri ljudeh in stvareh, ali pa z drugimi besede imeti odprte oči, ušesa, pa tudi pamet in srce za tisto, kar se trenutno dogaja pri drugem, v meni in v okoliščinah. Vsake okoliščine so drugačne. In če človek to skalkulira, potem je tako kot pri Garminu, ki te usmerja po cesti. Tudi če gre v drugo smer, kot je potrebno zaželjeno, najprej vrača nazaj, obrnite, če greš pa naprej, ker poznaš pot, pa je to bližnjica, pa reče preračunavam. Treba je nenehno preračunavati na realnost. Preračunavam na realnost, to je sožitje. Sožitje med seboj in sožitje z naravo. Če tega ne upoštevamo, to nenehno preračunavanje na stvarne razmere, potem se zgodi to, kar se je v tehniki, v naravoslovju zadnjih 100 let, da zelo posilimo naravo, da jo onesnažimo in izčrpamo, da komaj še zdrži, še veliko bolj pa smo to naredili in delamo pri nasilju nad ljudmi in samim seboj, ker nas ne sprejemamo taki, kot smo, in od tu naprej gradimo. V Univerzitetnem kliničnem centru pri svojem delu, doktorica Ana Ramovš, videvate vse mogoče zgodbe, tudi odzive ljudi. Koliko je tega realno? Pa ga vi zaznate, morda tudi zaradi svoje dediščine v družini, ko se o tem veliko pogovarjate, zaradi tudi poklicne ali poklicanosti vaših staršev. Koliko je tega nezadovoljstva? Nekih nerealnih pričakovanj ali da idealiziramo, kakšno naj bi naše življenje bilo, se zlomi, kje smo potem mi? Ja, nezadovoljstvo, če grem iz tega dela, se pravi iz zdravstvenega dela, ga je precej in v medijskem, v širšem družbenem svetu in potem ga srečujemo na terenu med ljudmi. Jaz na splošni urgenci. Je pa, hkrati bi rada že tukaj rekla, je pa tudi veliko zadovoljstva. Potem, ko prideš do ljudi, do konkretnih odnosov, je pa tudi veliko, ljudje opazijo tudi dobro. Tako da
ni mogoče ta čist družbena klima ali pa to neko obče nezadovoljstvo ni vedno čist pokazatelj tega, kar ljudje v medosebnih odnosih ali pa ko pridejo do konkretnih situacij, tudi pri nas v stik z zdravstvom, v mojem primeru z urgenco, je veliko tudi hvaležnosti. Pa ljudje včasih pridejo celo nazaj pa rečejo ali pa se spomnijo pa napišejo. Vmes včasih pa se zahvalijo pa rečejo lepo besedo. Tako da je veliko tega, samo se mi zdi, da včasih je bolj problem med nezadovoljstvom pa zadovoljstvom, kaj tudi opazimo pa kam pogled usmerjamo. In isto se mi zdi na inštitutu ali pa to tudi na urgenci, ko se srečujemo recimo s starejšimi, ko si ti prej lepo omenil, je potem v medosebnih odnosih, če si pozoren ali pa če malo aktivno poiščeš, včasih treba ljudi spodbuditi, ampak najdejo tudi veliko lepega pa zadovoljnega. Tako da gotovo je družbena klima malo bolj v smer, ali pa tudi pozornost mogoče še bolj kot klima je usmerjena v tisto, kar ne gre, kar nam ne funkcionira. In ene stvari je prav, če govorimo o sistemskih, pa ker ste malo na zdravstvo obrnili, je tam gotovo, je nezadovoljstvo je lahko tudi način, da se potem stvari spreminjajo, da smo pozorni, da so nekatere stvari je treba spremeniti, izboljšati pogoje, sistemsko nekatere stvari tudi na čisto lokalno, v zdravstvenih domovih, bolnicah, pri odnosu, kako obravnavamo med generacijami, prej, ko ste načeli. To se pravi, nezadovoljstvo lahko neka spodbuda za spremembo. In kot tako je čist prav, da obstaja in je dobro. Druga stvar je pa tudi pozornost do tega, kar pa je vmes, kjer so pa ljudje v resnici tudi zadovoljni, pa da zaradi te pozornosti na nezadovoljstvo, ker hočemo spremembo, da ne pozabimo, da je zraven pa tudi kar nekaj stvari, ki dobro funkcionirajo, pa so dobre in da je za njimi tudi precej zadovoljstva in zgodb zadovoljstva. Tako da nekako, mogoče tako bolj splošen odgovor, ampak se mi zdi, da je fajn, da po obeh nogah hodimo tle. Se vem, da imate zgodb nič koliko, pa vi kot zdravnica verjetno najprej vidite človeka in kako rešiti njemu pogosto tudi življenje ali pa kako poskrbeti, da se mu zdravje povrne. Koliko imate sploh časa, da včasih opazujete, vendarle kot nekoliko tudi zelo spretni pri socialnem razbiranju, omenjeno že zaradi družinske tradicije, kako se odzovejo, recimo, ko mlajši pridejo po starejše, kakšni so ti odnosi med njimi, ali se takrat srce bolj zgane, če je bil morda spor, se takrat zmehča. Teh verjetno zelo osebnih utrinkov je veliko pri vašem delu. Ne vem pa, koliko imate sploh časa, da ste na to pozorni. Ja, v bistvu, kar se časa tiče, mogoče bom nazaj prišla do tega, ampak prva stvar, ki mi je prišla na misel, ko ste me to vprašali, je v bistvu, kadar je situacija zelo težka. Recimo, če nekdo v družini, če je zelo zboli na hiter, mogoče celo se kaj zgodi. Ali pa včasih celo, ali pa umre oziroma oživljamo, pa včasih neuspešno, včasih uspešno. Takrat je seveda skoncentriranost na tisto, kar je najbolj nujno, ampak se pa hkrati, pa ne glede na to, so zgodbe nekako, če se stvari razplete, uspemo podpreti ali pa pomagati, ali pa včasih, ko ne, odnos je vedno delček zgodbe, je vedno tam. Ljudje, čim imaš več kot enega človeka, če so prisotni svojci, vedno začutiš tudi te odnose in meni je v bistvu delo na urgenci veliko dalo tudi glede vere v ljudi. Ker pač vidiš, da ljudje, kadar je hudo ali pa kadar je težko, da jim ni vseeno, no. Pač na različne načine pokažejo to ljudje. Včasih zelo nerodno, tudi za nas včasih malo neprijetno, ker se kaj razjezijo, ampak zatem pa velikokrat v resnici slišiš neko skrb, včasih tudi malo obžalovanje, da niso prej več naredili bolj aktivno, ampak je eno, če pa mičken ta zgornjo plast umakneš, je pa neka skrb, neka želja potem, da bi bili en drugemu skupaj, pa človeku. Jaz se spomnim, ko se je COVID začel, recimo, koliko ljudi je takrat poklicali, ljudi, ki jih niso dolg časa, pa so vprašali, kako so, kje so, a ste v redu. Ljudje imamo vse to
to skrb in znotraj družine in jo vidiš, čeprav so včasih družine razbite, ali pa je tudi veliko tragike, tudi tega marsikaj pri nas vidiš, ampak vidiš pa hkrati tudi veliko skrbi, veliko tega, da nekdo pomisli, tudi starejši ljudje, to je še ena stvar, ki je mogoče taka kot zanimiva, ko je prej Ati, ko si je nekdo to rekel, velikokrat rečejo, da nas največkrat vam debato, ker niso vse stvari tako nujne pri nas na urgenci. Marsikaj je v bistvu malo manj nujnega, pa imajo ljudje predstavo, da je zelo nujna, tam imaš malo več časa, nazaj k času. Ampak rečejo starejši ljudje, pač, da ne bi radi obremenjevali svojih mlajših, ker rečem, jo bomo poklicali koga, da vas bo prišel iskat, ali pa bodo majčkeno mogli zdaj malo bolj vas doma podpreti eno obdobje, da se pozdravite. Pa je največkrat odgovor, da ne bi obremenjevali, neka taka skrb, mogoče ne čist najbolj na pravem mestu, ampak vse za mlajšo generacijo, da bi jim bilo čim bolj udobno, pa komod, pa je neke vrste skrb, pa dobro namirna. Ampak jaz vsem to malo obrnem, ker je pa tudi malo problematična, pa rečem, lejte, saj vi ste skrbeli za te svoje mlajše, ko so bili oni, otroci, pa potem odraščali, ste skrbeli, zdaj pa je za njih priložnost, da tudi oni malo poskrbijo. In velikrat mi to potrjuje, potem, ko govorim s temi svojci, marsikdo je v bistvu celo hvaležen, ko pokličemo ali pa rečemo, malo se tudi včasih strašijo, pa v obrambo grejo, ampak so pa velika tudi hvaležni, ker rečejo, joj, sej mama me pa ali pa oče me pa ne prosi, pa bi jaz z veseljem, kaj tudi sam nekako je, iz ene strani je skrb za to, da ne bi obremenjevali, iz druge je pa malo kako točem pristopati pa pomagati, ampak je tudi neka skrb pa želja, da bi pomagali. In tudi, da imajo ta prostor, možnost tudi ljudem veliko da pa koristiti. Tako da je veliko tega srečaš pri nas, no. Veliko različnih zgodb. Pravi čas, vlagajmo v odnose, ne da potem dostikrat jočemo in nam je žal. Zgubljenega časa nazaj ne bomo dobili. To je eno zelo močno sporočilo tudi našega pogovora. Morda, gospa Ksenija, kar se mi zdi tako po logiki zaporedja, da spregovorimo zdaj o pomenu teh spodbud. Kako se približati? Tudi vi dva z Jožetom sta načrtno, še preden se je razširila družina, sta delala na tem, sta se pogovarjala, kakšne so vajine vrednote. Koliko danes to prepuščamo, da se samo po sebi zgodi, uspe ali ne, koliko se sploh ob vseh spodbudah, zakonskih pripravah, srečevanjih, koliko se res dva mlada usedeta skupaj, se pogovarjata, kakšne imata vrednote, kako si slikata življenje, kaj ko bodo otroci, kako boste zorganizirala svoje dneve, kako zdaj razširjena družina, kaj če se ne razumejo, če ni sprejetosti, boste kljub vsemu vztrajala, skupaj hodila na obiskovanja. Me zanima, kje je mesto za takšno načrtovanje? Ko greš v družino, ko jo ustvarjaš, kaj bi rekli? Ja, jaz bi najprej tole malo se navezala na tvoje, ne, Ana, kar si ti prej povedala, ne, kar praviš, da mlajši bi si želeli, ne, imeti več jasnih sporočil od starejših, a ne, tako kaj rabijo ali kaj tacka, bi jim bilo lažje. In spet obratno, starejši, ki pravijo, da so obreme in potem učenje v tisti šibkosti, nemoči, sprejemanje pomoči, a ne, zna biti naporno, ampak nikoli pa ni prepozno, a ne. Vedno, dobro je, da se vedno tega zavedamo, da ni nikoli prepozno, da bi gradili odnos, medsebojni odnos, a ne. Ker je tudi tako, tudi ljudje imamo zelo različna pričakovanja, zato se je treba pogovarjati, ne. Tudi vrednote do določene mere. Mi dva z Jožetom sva oba dva krščanska okolja, ampak Jože je zelo tradicionalnega, pri nas ni tako, mačken so razmerno manj prakticirala versko življenje in sem se mačken drugače razvijala tudi po tej plati. Ampak tako, a ne, edino orodje dejansko, kar je bilo že povedano, je komunikacija, je pogovor. Ta je najmočnejša, najpomembnejša orodje. Seveda, poleg tega pa študij, branje, ustrezne literature in danes, ko smo takole prihajamo
v dobo dataizma, kot pravimo, zasutosti, za podatki, ki nam dežujejo od vse povsod, takoj kot premo računalnik, pred katerim pa danes večina srednje, mlajše generacije presedi več časa, kot je zdravo. A ne? Potem je zelo težko najti kompas. Kje je tista smer, ki je za moj razvoj smiselna in zdrava, za najin razvoj, a ne? Kje pa so tiste pasti, ki pa bo šlo pa težko čez. Tako da to je en od osnovnih izzivov skupnega življenja, da človek najprej sam pri sebi išče kompas usmeritve, potem in, kot smo rekli, v pogovori, na podlagi lastnih izkušenj, branja, primerne literature, ustvarjati stališča, tudi internet lahko, da ne rečemo chat, tudi lahko pri tem pomaga, vendar pa zelo omejeno. Kot je Jože poudaril, človek bo toliko časa, koliko časa bo pač zmogel, bo lahko gojil osebni odnos. Gospod Jože, kar nekajkrat sva imela že na to temo tudi pogovore, zakaj nekateri ljudje do sklepa ne sprevidemo, da gremo po stranskih poteh, da se oddaljujemo od tudi svojih hotenih želja, radi bi imeli urejeno družino, kolikor toliko normalne odnose, delamo pa vse, kar je nasprotno temu in samo pričakujemo in učitamo, ne, to učitanje. Velikokrat sva se o tem pogovarjala, najprej je želja. Ampak mnogi iz tega bludnjaka odnosov zapletenih ne zmorejo, ki je zdaj začeti. Zdaj, če se pogovarjamo o idealnih odnosih, tu je skoraj da brez pomena. Kaj pa, če imamo zdaj v mislih sprte po več desetletij družine ali v lastni družini, sploh prekinjena komunikacija, če je posredi še alkoholizem, če so morda še druge psihične duševne bolezni, to je lahko tako močan preplet. Kje pa tu lahko damo kakšno spodbudo? Kdo naj bi popustil? Ali morda nad vsem to človek zamisli se, preden bo prepozno? Zdaj sem veliko navrgla na mizo, ker je toliko različnih zgodb, toliko različnih oblik družin. Ja, nekako to, kar ste na mizo dali, so morda recimo tri gajbe. V eni gajbi je relativno dobra jabolka, zdrava za ozimnico. To se pravi, ljudje, ki so telesno, duševno in socialno, recimo, relativno zdravi, da tako rečemo. Ta izraz Svetovne zdravstvene organizacije, ki ne pomeni telesno, ampak pomeni tudi duševno in socialno, v odnosih in v glavi in telesno, da lahko. To je ena. Druga gajba je bi rekel, bi bilo odnosi sadje, ki je uporabno, vendar pa takoj tukaj zdaj, kakršno je. To so obtolčena jabolka, recimo od ozimnice, ali pa mečken nagnita, čez njih kompot kuhamo, sok naredimo, ko jih očistimo, je ravno tako, kot če jih iz najboljših jabolka drži. Tretja gajba, ki ste jo na mizo dali glede odnosov, so pa odnosi, kjer je pa res gre za hudo bolezen. Ali je ta bolezen telesna, recimo duševna bolezen, ki ste jo omenili, ali je ta bolezen socialna, pri zdravih možganih in pri zdravem telesu, če se človek dolgotrajno omamlja s čimarkoli, ni nujno, da z omamno snovjo, z alkoholom ali pa z drogo, lahko je to ideologija, najhujše omame so ideološke, trstenjaki vedno ponavljajo, politične strasti so najhujše. Tam je največ odštekanosti, omamljenosti in hudega, tudi v zadnjem stoletju bilo. To pa pomeni, če človek socialno zboli tudi duševno in zboli na koncu koncev tudi telesno. Hude jame, gulagi, koncentracijska taborišča, ker je bil Frankl, so samo telesna posledica odštekanosti. To se pravi psihosocialne ideje, zgrešene in socialne motnje, ko skuša človek
uveljaviti neko idealno smer družbe, moža, žene, otroka, staršev, tudi staršev. Danes, ko je v domovih, ko sem v domu vsak teden kakšno uro, pa gledam odrasle 50 let stare hčerke, sinove, 25 let stare vnuke, kako tam dementno staro mamo ali karkoli že rihtajo ali očeta po svoji predstavi, ni bistveno različno od tega, kar je delal nacizem, da bi naredil idealnega nadčloveka, pa je vse drugo v taborišča Jude in to spravljal. Dobro, ni tako drastično, vendar pa najpogostejša beseda, ki jo slišim od mlajših v domu, starejših do svoje mame, očeta, ki malo v demenco leze, pa razočaranje nad seboj, pa nad tem, da je v dom mogel, pa tako naprej, pa seveda ni cvetoč, pa hvaležen, ampak malo jamra, malo to. Najpogostejše, ne mama, ni tako, takole je, takole moraš, a ne? Poslušajte, ta zgodba je ista, kot je patriarhalna moški do žensk, kot je matriarhalna ženske do moških, ki jih čist zmrcvarijo lahko, a ne, tudi obratno danes, in staršev do otrok vseh. Tako da, če to kako bi rekel, rečemo, a je prva gajba boljša, to se pravi relativno duševno, telesno in socialno zdravi ljudje, ali je druga gajba boljša, malo bolestni, ne bolni, ampak bolestni, telesno, duševno, nevrotični, karkoli nestrpni, živčni in tako naprej, preobremenjeni, stresno, slabo vzgojeni, z slabo pogovorno kulturo, kar je najbolj pogosto. To je ta druga gajba. Ali tretja gajba, ker so res težke bolezni, starostna onemoglost z demenco, težke duševne bolezni, zasvojenost in omame v tisti zadnji kronični fazi, ko se da. Tukaj odgovora ni, tukaj, kot je si Ksenija prej rekla, tukaj samo stališče. Tukaj samo stališče. Glejte, naša evropska kultura zdaj v 5000-letnem stališču, da je treba človeka sprejeti, kakor še nije, niha. In zato recimo v odnosu do nezaželjenega v življenju, evtanazija, abortus, vse te eksperimenti, uničevanje Judov, zdaj zelo je spet antisemitizem v porastu bil zadnje 2 meseca, ob temle po celem svetu, enormno, tako da če bi bila taka situacija, kot je bila, zdaj bi se zgodilo z Judi podobno kot takrat. Pa ne zagovarjam judovske politike ali kakorkoli vsem, vendar pa to, kar se dogaja proti judovskega, ne proti izraelski državi, že proti judovskega v Evropi, v Ameriki in po drugem svetu, ta zadeva, to je zdaj recidiv antisemitizma, ki je rodil koncentracijska taborišča in holokaust. Vidite, v tem primeru, kaj naj s tem? Zgodovina človeštva je imela in naša kultura stališča, da so vse 3 gajbe enako ljudje. Enako človek. Najbolj duševno, telesno in socialno zdravi imajo samo dodatno nalogo, da vlečijo razvoj naprej, in ta tretjina, 1/3 je takih ljudi približno, ti morajo delati in preživeti mlado generacijo, ki se stara in vse bolne in nezmožne. To je večja naloga. Tista srednja, teh je največ v Gaussovi krivulji, te druge gajbe,
večina, tudi jaz, sem sodimo, ko smo malo nagniti, malo obtavčeni, malo dobro, malo slabo, udrobljeno, kot je rekel Cigan na Dolenjskem, ali bi rajši kruh, ali kavo, pa je rekel, kar oboje udrobljeno, a ne, tako da malo dobrega, malo slabega, takih nas je večina. Glejte, s tem, kar smo, sami s seboj in z drugimi, ki so nam podobni, potrpežljivo, to je prej Ksenija si na začetku rekla, narediti, kar se da, ne česar se ne da. To sem prej govoril. Tretja gajba je pa ljudje, ki so na videz gnili. To besedo nalašč uporabim. Papež Frančišek pravi, ki jih dajemo na odlagališča, na deponije. Deponija je pa drug izraz za smetišče. Papež Frančišek to zelo odprto govori za starostnike v evropski pa ameriški kulturi, je pa tudi za vse druge obrobne, pa te posebne skupine. Kaj je poslanstvo teh udesedanih v vseh kulturah človeštva? Ti so pravzaprav z ene strani največji učitelj obema drugima gajbama, zdravim, recimo, če je kdo in malo nagnitim, da v sebi razvijajo sočutje in solidarnost do teh ljudi, ki so ravno tako ljudje s svojo nemočjo, telesno, duševno in socialno, kot so oni najbolj zdravi. Ravno tako. To se pravi, krepiti svojo empatijo, sočutje, vživljenje, sodoživljenje, solidarnost. Se ne da drugače, kot da s temi živimo in delamo. Druga zadeva pa, to pa je Rugel večkrat poudarjal, ko je rekel, alkoholizem je od Boga dan eksperiment, pa ni bil veren, si zmeraj hvalil, da je ateist, ampak je tukaj pa zmeraj rekel, alkoholizem je od Boga dan eksperiment v človeštvu, ki nas najbolj nauči, kaj je človek, do kje sme, kje ne sme. To pa pomeni, če hočemo raziskovati razvoj človeka, zdrav razvoj, je pravzaprav raziskovanje bolezni, telesnih, duševnih, socialnih, pa ravnanje, zdravljenje teh ljudi je pravzaprav laboratorij, nad vsemi laboratoriji, tako da te dve koristi, razvoj človeštva temelji na raziskovanju in pomoči najbolj nemočnim, oni dve skupini, če je kdo popolnoma zdravi, pa malo bolesni, se pa ob tem učita razvoja in napredka. To je zakon ne samo krščanske pa evropske kulture, te 2000 let ali pa naših prednikov, rimske, grške, judovske, egipčanske, mezopotamske, recimo 4-5 tisoč let, ampak vseh kultur. Mi, Evropa, zdaj v tem nihamo in to ni dobro. Potem pa lahko kar zaokrožimo, ker se mi zdi po svoje tudi paradoks, ampak če opazujem nekoga, ki je torej v tej tretji gajbi, na nek način se toliko bolj zavedam in toliko bolj zares lahko jemljem tudi svoje življenje in si dam priložnosti, morda kakšno napako manj naredim, no, takoj se mi vsaj zdi, če vidim veliko teme, toliko bolj hrepenim po svetlobi, v tem smislu. Ob vseh teh spodbudah, kot jih je zdaj izrekel gospod Jože, da se sprejemamo takšni, kot smo, da vendarle vidimo dostojanstvo tudi v vseh teh ljudeh, ki so tako imenovano v tem tretjem zabojniku, bolni na katerem koli področju, kako še lahko iščemo to sožitje med generacijami? Se mi je takole čez zvrstilo v mislih ogromno sličic iz usposabljanj za svojce, ki doma oskrbujejo starejše onemogle ljudi, a ne, pa z drugih usposabljanj, pa z dela z ljudmi, ki imajo težave zaradi čezmernega pitja in s podobnimi, kjer je veliko grenkobe, a ne, ob slabih ali pa neprepoznanih odnosih, dobrih odnosih, a ne? Oziroma neprepoznanih možnostih za malo boljši odnos. Točno to in to boli, ja. Ko se zavedamo, kaj izgubljamo. Ampak ni vse na naši tako ravni, in so ob tem čutimo, tako, ob tem še zelo nemočne, a ne? Ker vsi pa imamo željo in pričakovanja, da bi imeli, da bi vstopali v lepe odnose in ne gre pa vse po načrtu. Ja, v prvi vrsti
dosti to vedno poudarjamo, a ne vsi na inštitutu, da je od nas odvisno. Jaz sem tista, a ne, ki stopam v odnos. Kako najprej kakšno stališče bom zavzela. Če hočem videti dobro, potem bom usmerila svoje misli, svojo pozornost v tisto. Če pa se bom nekje prepuščala, ne, ali je tako ali drugače, in če imam izkušnjo, da je bilo ves čas, so bili odnosi slabi, bom verjetno to tudi dobila. Drugič, da vzdržujem pa razvijam eno temeljno radovednost. Aha, to je bilo vedno najin odnos, ko sva se srečali s teto ali pa z komorkoli, ni bila dobra izkušnja, ampak vendarle kri ni voda, gremo enkrat za leto, za novo leto na obisk ali kaj tacka, tako kot se dogaja v tem času, ampak z takim ambivalentnim odnosom. Ampak če se pa jaz vprašam, pa vendarle, kaj pa na tej teti, na tem stricu, na tem človeku, ki je sicer ne prideva nekako, nimava skupnega jezika, ki je morda bolan, duševno. Kaj je pa to tisto, v čem me pa morda le prekaša? Ma kako tako lastnost? Ma kaj v sebi takega, kar je pa zelo pozitivnega? In če ne bom našel, to pomeni, da ni problem v njem, ampak v nas. Ni človeka, ki me ne bi v čem prekašal. Tudi v pozitivnem. Tako da, in ko enkrat usmerim žaromet v to, potem ko stopim v stik s tem človekom, ne bom v zadreki, na kaj navezati pogovor, kako tudi dobiti nekaj zase iz tiste skrivnostne sklede, ki mu morda pravimo neprijeten človek. Kaj je to konkretno imam čist v mislih eno gospo, ki je rekla, kadarkoli pridem k svoji mami, vedno je sitna, vedno je zagrenjena, v depresiji, nič ne more in tako naprej. In potem mi je rekla, pa sem vprašala, kako pa jo potem spodbudite oziroma kaj naredite, ko pridete k njej. Je rekla, ja, ravno to, spodbujam jo, ji govorim, kaj vse lahko bi naredila zase, da bi bilo boljše, skratka, ji svetuje. Ali jo pa to laži, se pravi. Ne ena, ne druga drža ni dobra, ker tisto, kar je vsak človek, tudi posebno še bi rekla, tisti, ki je zelo v stiski, je zelo občutljiv na vrsto odnosa. Kaj to pomeni? Da ni odnos od zgoraj, ali pa od spodaj, ti priden, oziroma jaz te bom povedala, kaj bi bilo zate dobro, ampak da stopam v dialog z njim. To pa pomeni, ko enkrat najdem nekaj, kar me pri njem res všeč, in ta gospa, ko smo o tem govorili, je rekla, sem jo vprašala, kaj pa ima vaša mama oziroma gospa, kaj ima ona, kaj pa veliko pomeni? Rekla, rože ima pa zelo rada. In naslednjič se je pogovarjala, je na to odprla temo, sta se pogovarjala o stvareh, ki njej veliko pomeni, ker tudi tej, ki je vprašala, hčeri, rože nekje so ji pomembne, jih rada goji, našla so skupaj imenovalec in tu je lahko stekel dialog, seveda, za hipec, za 5 minut. Ampak je bilo 5 minut lepega, kakovostnega odnosa. In to je dovolj. Osebnega odnosa, lepega odnosa, je že nekaj minut, nekaj ur na teden dovolj, da potem človek lahko človeka vredno živi in gradi naprej odnos. To je bil v bistvu tudi moja prva misel za iztočnico, ko sem ob vašem vprašanju, pa zdaj mami, ko sem tebe poslušala, razmišljala, kako jaz reagiram, prej smo že dvakrat se na mojo urgenco, tudi je naletela, je prišla tema na njo. Tam ljudje niso vedno prijetni, včasih so tudi težki, posebej, če smo mi utrujeni, zdravniki ali pa sestre še bolj občutimo to težo ali pa včasih tudi svojcev. Nekako imamo potem tak termin, ki se je malo udomačil, pa bi bilo boljše, če se ne bi preveč težkih svojcev pa težkih pacientov.
ali pa včasih tudi ko s starejšimi, takole mami je tudi povedala, ko slišimo veliko zgodb, pa sem pri sebi razmišljala, kako jaz k temu pristopam. In ja, je prva stvar točno to, kar ste zdaj omenili, stališče. Zame je zelo pomembno stališče, da ko pridem do druga človeka, da je pred mano človek, enako kot sem jaz človek, se pravi, da sem tistem človeku, ki je prišel k meni, sva v bistvu dva človeka in on ima svoje dostojanstvo, ki ni vezano na karkoli, kot ti si prej lepo razlagal v teh 3 gajbah, se pravi, ne glede na to, kje je, kaj je, kdo je, kako je bolan, karkoli si jaz pač mislim, ali pa kaj se mu je zgodilo, ali pa tudi kaj je naredil, je v osnovi človek s svojim dostojanstvom samo preprosto zato, ker je človek. In kot tak si zasluži moje spoštovanje, pa predvsem to, da ga resno vzamem kot človeka pred sabo. Se pravi, da ga vtisti kot človeka, ne glede na to, je to alkoholik, klošar, ki ga imam po noči srečam zunaj, ali pa čist pijan mlad človek, ali pa nekdo, ki doma umira, ali pa svojci, ki ima neko čist drugo predstavo, pa željo, je v osnovi pred mano človek, ki ga je treba resno vzeti v tistem, kar je v njegovi stiski kot človeka. To je prva stvar, ki se mi zdi, da pomaga pri tem. To je malce že tudi Hipokratova zaveza, ki jo date. Ne? Tako, to je za ta zdravniški del, ampak mislim, da enako velja za v bistvu vsak odnos. Tudi tam, ker ste prej začeli te družinske, recimo, ker so težke situacije, enako velja v končni fazi imamo pred sabo, tudi kadar se čisto skrhajo vezi, tudi kadar se vseeno staje tam en človek z vso svojo tragiko ali pa nemočjo, ali pa to je še vedno na koncu dneva človek, ki ga je treba resno vzeti. Druga stvar, ki pomaga, je pa se mi zdi, kar sta že malo ati pa mami tudi vidva omenila, je razumevanje, če se le da razumemo, da gre za bolezen, to je ta racionalen del, ta lahko pomaga pri teh odnosih, pa ko recimo nam zdravnikom, ampak tudi v družini ali pa pri oskrbi, če razumemo, da je to del bolezni, ali pa da je to, potem je lažje biti malo bolj prizanesljiv, ali pa sam pri sebi, če veš, da je neka stvar, je lažje skrbeti za nekoga, je lažje pristopati, ker potem imaš neko razlago za to. Tako da, tudi sprejeti deviacije. Točno tako. Je pa tle treba ločiti, ko sem prej razmišljala, da je pa tudi hudobija, nekaj je bolezen, nekaj je pa tudi hudobija, žlehtoba. Nismo se prav, kadar smo v odnosu z drugim, nismo pa dolžni čisto vsega vzeti. Se pravi, moramo spoštovati, moramo človeka resno vzeti, ampak to ne pomeni, to imam jaz velikrat s kolegi mlajšimi, ko posebej pri alkoholizmu, ko srečujemo tukaj nekdo pijan ali pa narkomani včasih znajo biti zelo tudi manipulativno. Ne pomeni, če si do nekoga vzameš resno kot človek, ali pa starši otroka, ali pa otroci starše, ne pomeni, da rečeš, da je vsaka stvar pa v redu. To ni enako. Človeka resno vzeti kot človeka tudi pomeni, da rečeš kako stvar, da ni v redu. Tlej pa moja meja, to pomeni resno vzeti drugega človeka. In tako da to so take stvari, ki mislim, da so na tole vaše vprašanje, ko ste postavili za to, da lahko delamo tudi z ljudmi, ki so recimo, ali pa živimo, ali pa da imamo lepe odnose, je, da se vzamemo en drugega resno kot ljudi, da probamo čim bolj razumeti, da tudi meje postavimo. Pa še mogoče 2 stvari, ki sta jih pa že ati pa mami, v bistvu oba sta jih že naštela, ampak bom sam povzela, iskati tisto, kar nas povezuje, pa naj bo to za delovne odnose ali pa družinske, to si mami ti tako lepo opisala, pa radovednost, odprtost, ki sta pa tudi oba že omenila, ker če je odprtost, je potem tudi možnost za spremembo. To je tako lepo zdaj, ker je bil tale božični čas, Charles Dickens v božični pesmi v prozi, mora biti tudi neka, mora pomagati, če je tudi naravnanost v smer, da je možna sprememba. Včasih skoraj čudežna, kot je v tej zgodbi, ali pa taka, ki se postopno zgodi, ampak moramo tukaj prprt vrata vsakmu človeku, tudi tam, kjer se je skrhalo, tako kot ste začeli, kjer je odnos postal slab, da pustimo možnost, da mogoče bo pa drugače. Ker če čisto zapremo vrata, pa ne more biti drugače. Če pa malo pustimo, malo radovednosti, malo odprtih vrat za spremembo, potem je pa možno, da bomo v naslednjem stiku z človekom vsem, da se bo nekaj zgodilo, spremenilo, posebej s temi stvarmi, ki so bile prej naštete. Iskrena hvala. Zdaj bi lahko zaokrožili uro ali 2 in
še veliko lepega povedali. Upam, da se še kdaj zgodi podobno srečanje več generacij na kupu. Hvala lepa za vaše spodbude, za to, kje lahko srečamo človek človeka. Uspešno delo pri Inštitutu Antona Trstenjaka, pri vseh vaših programih za kakovostno starost, za področje gerontologije starajočega prebivalstva. V to res vstopamo realno in začetna točka je razumeti starejši mlade, mladi starejše. Konec koncev imamo vsi koristi od tega, pa ne gre za koristi, bolj gre za to, da je sožitje tisto, na katerega stavimo in za katerega si tudi prizadevamo. Ker kolikor dajem, toliko več dobivam nazaj. To se pa gospod Jože midva tudi v oddajah ob torkih na začetkih meseca pogovarjava. Iskrena hvala najprej damam, najmlajši, če smem tokrat pa ob sklepu, doktorici Ani Ramovš, magistrici Kseniji Ramovš in vam, profesor dr. Jože Ramovš, in nasvidenje. Pa srečno v letu 2024. Tako, srečno sožitje v 24. Srečno sožitje. Veliko hotenja za lepo sožitje. Srečno. Kar je ključno. Srečno. Srečno. Za življenje. Za življenje.